O smotrnosti številnih potovanj poslancev v tujino, komentar dneva Sašo Peče. No, naše vprašanje predsedniku Državnega zbora je v tako imenovanem sklopu projekta Bolj nas tepete, raje vas imamo. Če pogledamo samo dogodke zadnjih 30 dni, vidimo, da v naši državi nekaznovano potekajo milijonske odškodnine prvim možem finančnih ustanov. Nekaznovano poteka posoja denarja v višini 21 milijonov strani Dravskih elektrarn, da še zmeraj veljajo zelo visoke sejnine v okviru nadzornih odborov po 15.000 evrov in podobne stvari. Gospa Strojan nekaznovano pretepa slovenske državljane v sodni dvorani in tako naprej. Skratka, tudi v Državnem zboru se je prilagodil tej aktualni situaciji in nadaljuje z svojimi eksotičnimi potovanji, tako po Afriki, Ameriki in v vseh tistih državah, koder si pač navadni državljani ne privoščimo, ne moramo privoščiti zaradi vse obstoječe krize. Ampak ne glede na to, iskreno upam, da nam bo predsednik Državnega zbora to informacijo javnega značaja posredoval tudi namen tovrstnih multiplih potovanj, kateri dosegajo, vsaj po naših informacijah, že stopnjo inflacije in da bomo lahko državljani dejansko videli, koliko se država z nami igra ali pa kolikor nam blefira. Ampak ne glede na rečeno, projekt Bolj nas tepete, raje vas imamo, bo potekal v okviru stranke Lipa tudi naprej. Vi nikoli niste za visoke stroške potovali v tujino? Jaz sem bil poslanec 8 let, vsega skupaj sem imel 3 službena potovanja, kar nekateri so mi celo očitali, da je to mnogo premalo. Drugače pa količina tovrstnih potovanj, saj v prejšnjih mandatih je dosegala tudi preko 100 potovanj v okvir različnih, ampak poudarjam, večji interes je za bolj eksotično državo.